Pozdravljeni. Kaj se dogaja pri scuderiji Ferrari? Na veliki nagradi Barcelone so veličastno slavili zmago, na veliki nagradi Avstrije pa so se znašli na 4. mestu, kar se tiče tiste jakostne lestvice, kljub posodobitvam, ki naj bi prinesle dokončni preboj. O tem in še marsičem drugim, seveda v naslednjih minutah. Verjetno ste tudi vi zasledili v raznih virih pred začetkom velike nagrade Avstrije, kako so mnogi izjemno dobro obveščeni avtorji dobesedno obljubljali, da bo Ferrari na veliki nagradi v Spielbergu končno prišel pred tako osobraženega Mercedesa. In res, obljubljali so marsikaj. Velike upe so polagali v nov pogonski sklop, ki je bil popravljen po tistih pravilih, ki so zapisana v pravilniku ADUO. In dvomim, da je kdo izmed vseh teh veličastnih piscev sploh prebral pravilnik ADUO in kaj dovoljuje. Govora je bilo tudi o novem gorivu, ki naj bi Ferrariju dalo še tisto nekaj več. In priznam, da v nekem malce bolj zakotnem viru sem celo zasledil, da naj bi ta kombinacija dala Ferrariju celih 30 konjskih moči več in da bi tako prišli lahkotno pred Mercedesa. Treba je povedati, da takšni članki so tako polni optimizma in tako slonijo na fantaziji, da praktično je skoraj nemogoče jim verjeti. Vsaka sprememba na že obstoječem pogonskem sklopu bi lahko prinesla v optimumu morda 5 konjskih moči več in ne 30, kot so marsikje trdili. Ampak po drugi strani tudi pri gorivu smo lahko zasledili, da naj bi bilo neke vrste skrivno orožje, a pisci teh famoznih sestavkov niso vedeli, da je pretok goriva uravnan z energijo, ki jo gorivo ima. Torej, če narediš gorivo, ki ima več energije, pomeni, da ti znižajo pretok in verjetno to postavi vse njihove teorije dobesedno na trhle noge. A dejstvo je, da mnogi navijači scuderije Ferrari in marsikateri navdušenec so pričakovali na veliki nagradi Avstrije nekaj več. Posebej potem, ko smo videli v Kanadi, v Monaku, 2 drugi mesti Lewisa Hamiltona in ne smemo pozabiti na zmago v Barceloni. In nekateri so iskreno upali. Ampak tu je zopet treba poudariti, da je marsikateri vir ustvaril lažno podobo v mislih marsikaterega navdušenca in predvsem navijača scuderije Ferrari. Bodimo iskreni, obe drugi mesti in zmaga Lewisa Hamiltona so bili v bistvu plod spleta okoliščin in niso bili rezultati, ki bi jih lahko šteli v nek razred tehnične premoči bolida SF26. Verjetno marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, da nimam blage veze, da nimam pojma, o čem govorim. Ampak poglejte si na teh 3 dirkah, kdo je v resnici odstopil, kdo je bil kaznovan s strani komisarjev in koliko glavnih nasprotnikov so v resnici prehiteli strani scuderije Ferrari in govorimo na progi, na dirki, ne na končnem razporedu. In tu bomo videli, da pravzaprav
je situacija bistveno bolj podobna tisti, ki smo jo videli na progi. In verjetno marsikoga to boli. In priznam, da je boleče, posebej zaradi tega, ker so mediji ustvarili nek mit. Koliko fanatičnih privržencev je pisalo v raznih opombah in komentarjih, kako pričakujejo, da bodo v Avstriji pri Ferrariju dosegli najmanj dvojno zmago in da bomo že videli, ker oni vejo. In treba je povedati, da po kvalifikacijah se je ta glas še ojačal. Čeprav so mnogi pozabili, da je bil odličen rezultat Ferrarija na kvalifikacijah spet sad spleta okoliščin. Če smo realni, brez napake Maxa Verstappena in tiste rumene zastave, bila oba Ferrarija blizu tretje štartne vrste in želim biti čim bolj objektiven. Če bi začela Lewis Hamilton in Charles Leclerc tam blizu tretje vrste, bi končni rezultat, kot smo ga videli na progi, sploh ne bi bil razočaranje. Namreč začela bi dirko in končala praktično okrog tistih istih mest, ki bi jih vsi nekako pričakovali. Ampak ne. Ustvarja se zgodba, ustvarja se mit, ustvarjajo se pričakovanja, ki v resnici niso realna. Mnogokrat ste me kritizirali, ko sem si upal na glas nekako poudariti, da koncept bolida SF Pomišljaj 26 ni pravi. In to sem poudaril že v marsikaterem prispevku. In vidimo lahko, da pravzaprav so težave, ki jih ima Ferrari, takšne, da jih bo težko odpraviti do konca sezone in da bodo težko prišli blizu Mercedesa, kaj šele, da bi ga prehiteli. Seveda na dirki ali dveh pod spletom okoliščin se lahko zgodi nekaj takega, kot smo videli v Barceloni, ampak rad bi vas spomnil, da na dirki v progi v Montmelooju je imel Lewis Hamilton dobesedno srečo tistega virtualnega varnostnega avtomobila, da je po zadnji menjavi koles prišel na progo pred gnečo. Če bi se znašel za, naprimer, Landom Norrisom, je veliko vprašanje, ali bi bil sploh sposoben prehiteti McLarena in oba Mercedesa. Kajti mnogi pozabljajo na nekaj, da Ferrari nima končne hitrosti. In to ne govori Simon Jazbec, to govorijo tudi drugi tehnično bolj podkovani analitiki, konec koncev to priznavajo tudi pri Ferrariju. In treba je povedati, da pri skuderiji imajo veliko težavo. Imenuje se Charles Leclerc. Charles Leclerc, odkar je Lewis Hamilton začel voziti solidno, je neprepoznaven. Namreč od njega mnogi pričakujejo, da bo tisti vodilni, tisti, ki mu je usojeno malo da ne biti svetovni prvak. Ampak po tem, kar govorijo razni ljubitelji statistike, ima Charles Leclerc v tem trenutku največji zaostanek za moštvenim kolegom, odkar je v Formuli 1. In Lewis Hamilton naj bi bil po mnenju istih poznavalcev tisti, ki si ne zasluži biti v Formuli 1, ki bi bilo bolje, da bi prenehal s tem športom in dal priložnost onim mlajšim, boljšim, hitrejšim in ne vem še kaj vse. Prvič to nam pove, da mnogi, ki se imajo za poznavalce, enostavno nimajo blage veze, o čem govorijo. In drugič, verjetno prihaja na dan tisto, kar so mnogi kritizirali, ampak kar dobiva potrditev morda iz velike nagrado v veliko nagrado. In trdim, kot sem trdil tudi pred leti, da je Charles Leclerc verjetno mogoče morda malček, ampak res malček precenjen.
ste ugotovili, da pravzaprav je do tega trenutka bil vodilni samo zaradi tega, ker je bil boljši od moštvenega kolega, ki je bil običajno oviran ali pa bistveno slabši. Lewis Hamilton je pokazal, da tudi s Ferrarijem v krizi se da boriti z fantastičnim Maxom Verstappenom in res na veliki nagradi Avstrije sta prikazala nekaj, kar je bilo vredno ogleda. Po drugi strani Charles Leclerc na isti dirki je bil praktično zdraven, ampak videli ga nismo, razen ko je poškodoval končno ploščo prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, ko ga je že prehitel Oscar Piastri. In to je nekaj, kar mene spravlja v dvome, kaj želijo pri Ferrariju, s tem, da podaljšujejo pogodbo nekomu, ki ima res tisti sloves, ki ga ima Charles Leclerc, ampak ki v resnici ne dosega tistega optimuma, ki ga vidimo pri Lewisu Hamiltonu. In poleg tega, povejmo si čisto iskreno, mnogokrat sem bil kritičen do Ferrarija SF26. Moje kritike, mislim, da do tega trenutka so se pokazale za dokaj upravičene. Na veliki nagradi Avstrije smo videli, da so bili pri Ferrariju prisiljeni narediti postanek več, ker njihova šasija je enostavno pregrevala pnevmatike in jih degradirala. Kar bi morda nekateri dejali, da se pač zgodi, da smo pač vedeli, da je bilo pričakovano, čeprav o tem pred začetkom dirke ni bilo ne duha, ne sluha. Tisti pravi, v navednicah, poznavalci so trdili, kako bo Mercedes imel težave zaradi visokih temperatur in ne Ferrari. Ampak tu je treba dodati nekaj. Imamo Loïca Serro, ki je tehnični direktor Ferrarija. In to je strokovnjak, ki smo ga spoznali pri Michelinu in pri Mercedesu, če me spomin ne vara, kot nekoga, ki je bil strokovnjak za optimizacijo izrabe pnevmatik. Torej, tehnični direktor Ferrarija je nekdo, ki je specialist za obese, podvozja, vzmetenje, pnevmatike in njegov prvi bolid pri Scuderiji ima šibko točko prav na tistem področju, kjer je največji strokovnjak. Kaj bi lahko dejali, ne vem. Edino to, da upam, da v naslednjih dirkah za veliko nagrado bodo temperature nižje in sam ne bom prisiljen gledati Charlesa Leclerca, kako po radijski zvezi se pritožuje nad pnevmatikami in ga morajo pri režiji cenzurirati. Raje gledam Charlesa Leclerca, ki se bori z nasprotniki in ne svojim bolidom ter verjetno samim seboj. Kajti tudi meni, kot ljubitelju Formule 1 in nekomu, ki ni goreči fanatični navijač Scuderije, je težko gledati to. A kot ponavadi, moje osebno mnenje, moj komentar. Toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.